Res, da nisem mogla vseh 368 povabiti, naredila sem jagodni izbor. Ja. In je to največja sprememba, kar sem v življenju naredila. In jaz sem ti hvaležna za svojo družino, ker jaz je drugače najbrž ne bi imela. In jaz sem vsak večer jokala zvečer, ker nisem bila srečna. In si bila prvi človek, v bistvu, ki je mene sprejel tako, kot sem, ki je mene videl v globino mojega srca, ki se še sama nisem znala videti. In to je tista stvar, ki je pri meni naredila tisti klik, da sem ti lahko 100% zaupala. In sem ti. Mislim, da je strpnost glavna stvar. 3 otroci, pa še 2 stara v eni firmi, veste, da to čas malo ropotane, ampak je prišla vizija, poslanstvo in jaz teh stvari na začetku nisem razumel. Sem jih pa integriral. Ta dogodek je dejansko zahvala mojim strankam, 3 letih, kar 368 mojih strank. Res, da nisem mogla vseh 368 povabiti, naredila sem jagodni izbor. Zakaj jagodni izbor? Povabila sem tiste, ki res čutim, da so naredili preobrazbo, da se je zgodila neka preobrazba. Ker kdaj pomeni preobrazba, ko človek naredi spremembo pri sebi, ko se veseli te spremembe in ko to, kar je naredil, prenaša tudi na druge. Igor, izvoli. Ja, živjo. Hvala, Tanja. Jaz sem zelo hvaležen, da sem lahko danes z vami, da sem jaz sam sabo. Pa in primer je že prvo, kaj je moje potovanje mi prineslo, je sprejemanje izzivov. Pomeni, danes sem tukaj, govorim z vami. Havš. Ja. Havš za mojega moža. Bil zame. Jože, kak si? Ker ti me vedno znaš nasmejati. A se v redu počutiš? v redu, sam jaz bi rad stavil, če lahko. Kaj bi z mano Lahko stojim, da jih vidim. Ja, prosim, A sem že na Joži. vrsti? Ja, si že na vrsti. Jo, Marija. Se viš, da smo rekli omejeno časa, tako da. Evo, Jože. Lep pozdrav sem skupaj. A smo veseli, da smo tukaj? Ja. Pa hvaležen. No, jaz sem hvaležen predvsem stvarstvu, da sem sploh danes še tukaj, ne. Predvsem sem pa, veliko se mi je hvaležnost odprla, kar se tiče teh odnosov in vsega, ne. Tako da sem na prvi vrsti hvaležen sam sebi, stvarstvu, potem sem hvaležen svoji ženi, ki že 48 let trpi z mano, ne. Hvaležen sem za 3 otroke, ki skupaj delamo prihodnost, ne. In hvaležen sem za vse, kar sproti pride, kar vsak dan pride. Za vsak dan sproti sem hvaležen, ne. Nenazadnje sem pa hvaležen tudi Tanji, da smo se srečali, pač na tak način, ker ni vsak dan, ne. Čudovit način. Ja, no. Bolj ljubeč. Ja. Hvaležen sem tudi Gaj Jasta in Alenu, ki sta nas tudi popeljala v ta svet duhovnosti, še globje, ne, čeprav sem malo to že poznal prej, ne, ampak to globoko pa ne. Dejansko sem hvaležen za vse, kar nam življenje ponuja, ne. Rad bi pa izpostavil tudi, kaj nam je dal, kaj so nam te obredi dali, no. Mislim, da je strpnost glavna stvar v družini, da recimo 3 otroci, pa še 2 stara v eni firmi, veste, da to čas malo ropotane, ampak kadar je kakšen problem, žena prav, konc, jutri je sestanek in je stvar narejena, sploh ni treba sestanka. Ja. Tako da, ne, se pa znamo zdaj pogovarjati, no, bom rekel, to je napredek, znamo se pogovarjati, znamo potrpeti, tudi če nekdo nekaj tiši, včasih smo rekli, da nam rekel na glas, ko se vino buče, ampak če tiši, pa tudi ga pol pustimo, če ne popusti, ker rečemo, ajde, moraš probati, to je izgleda izkušnja, ki jo rabaš, ne. In poskušamo tolerirati, ne. Zdaj ste 3 otroci, vsak ima svoj značaj, ko dobijo pa še 3 partnerje zraven, je pa sploh en vesele prbajt, ne, tako da nimaš kaj. Ampak to nekje trenutno bom rekel, kar gre pa za to, ker nas je hčera pripeljala tudi na te srečanje z Tanjo,
mislim, da lažje gledamo na ta življenje, na te zadeve in da gremo čez brez kakšnih večjih težav, ne, kar včasih ni bilo problemno. Jaz sem včasih rekel, gledajte, če bomo skupaj se lahko pogovarjamo, če bo šlo, če ne bo šel pa eno doma, ampak jaz ne. Da pa ne vem, je to nucel, kaj drugega. No, ampak v glavnem, rad bi poudaril, da sem zelo hvaležen Tanji za vse te in za vse, ki so prispevali te odnose, za te srečanja, za ta napredek v družini, da mislim, da res sem lahko hvaležen za vse. No. Hvala lepa, da ste poslušali. Lepo se imejte še naprej. Hvala. Joži, kar tam naprej. To sem rekla, kratko, sladko, da slišite, pa da res prihaja iz srca. Sebastian je drugače tako je rekel, pa kaj bom jaz govorila, ker to je še res malo neraziskana tema, ampak po drugi strani pa vidimo, da čisto vsaka gre na obred, je potem drugačen, tako na osebnem področju, kot tudi na poslovnem področju. Jaz sem hvaležna Maji, ker je prišla. Se tudi bomo slišali še kako drugo zgodbo od iste družine, ker je to pomembno, da vidite ta odnos, ki se gradi v družini, v partnerstvu. Sebastian, kaj pa je, kako si pa ti drugačen zdaj, odkar se poznamo, odkar se je pač začel proces spremembe? Lep pozdrav vsem. Ja, hvaležen sem, da sem prišel danes sem, zato ker je izgledalo, da ne bo ratalo, blagužva. Smo te čakali, ker sem vedela, da zamujaš, ja. In že prvi, bi rekel tak, rezultat oziroma pozitivni učinek teh obredov in hvaležnosti je, da sem bil zelo miren v avtu, celo pot. Maja malo manj, ampak... Bolj moje sorte, prejšnje, ja. Ampak mislim, da smo zelo lepo to prebrodili, to pot danes. Kljub temu, da sem malo zamujala. Ja, obred. Ne, samo kako si ti drugače, a si tu znal te obrede tudi upeljati v sam posel, kako danes gledaš na posel skozi... Dejstvo je, da bi rekel, po obredu sem bil, oziroma sem, dosti bolj nekako sproščeno sprejemam vsakodnevne izzive. Na način, da neke stvari se tudi sami včasih rešijo. Ni treba se včasih vsako stvar zaganjati. Druga stvar je pa, da nehaš ločevati mogoče službo od življenja. Probaš nekako imati vse skupaj to kot eno in uživati v vsakem takem trenutku. Ker recimo si prej nekako prepričeval, še to stisnem, pa bo lepše. Zdaj to lepše je prav, da je vsak trenutek, non stop. Če ne boljše, da nekaj spremeniš. Res je, res je. Kako pa ti, mogoče še to, ali se je spremenil kaj partnerski odnos pri vama? A sta kaj bolj potrpežljiva? Kako vidita? A vidite, da se morate kaj prilagajati? Ja, s tem, da najin proces te spremembe je bil dejansko več faza. Dejansko bila ta akademija in obredi je tudi posledica nekih težkih trenutkov, ki sva jih dala skozi. Tako da je bila vse skupaj neka, bi rekel, vse splošna rast. In seveda, jaz bi rekel, da sva dosti bolj umirjena, bolj lažje se pogovoriva, same vas je tudi več časa zase. Prej je bilo vse skupaj neko drvenje nekam, zdaj pa je, se mi zdi, malo bolj umirjeno in začneš dejansko iskati tiste prave trenutke. Krasno. Pomembne trenutke. Krasno. Igor, kaj ti najbolj pomeni zdaj v življenju? Zdaj, ne prej. Kaj ti danes pomeni najbolj v življenju? To, kar ti meni vsak sleherni dan. Preprosto, ljubezen, odnos, družina. Tebe je družina že vedno bila na prvem mestu. Ja, ampak ljubezen pa najbolj, Ja. Kaj smo rekla, da včasih smo hodila en mimo drugega, zdaj pa hodiva skupaj. Tako. Zdaj mi dva iščemo že nekaj časa to skupno enost. Šla smo na pot skupaj do skupnega cilja, še vedno stvari, kdaj gledamo drugače, ampak vemo, da imamo skupni cilj. In ga isto vidimo, čutimo, kar je zelo pomembno v odnosu. Oprosti, moram te še nekaj vprašati, zato imamo nekaj naših vodij tle. In danes tudi oni poslušajo, tudi naj to povem, da ko sem na začetku, sem jaz vse naše vodje pelala na obred
To je bil najprej šok za naše ljudi, kaj je zdaj to. Vendar tisti, kateri so šli, eni so šli, pa so se zelo lepo odprli. In prej si rekel, da živiš eno življenje, tako na osebnem kot na poslovnem področju. Nekateri, ko so tudi bili z mano na obredu, je velikokrat bila moja namera živeti eno poslovnega in duhovnega sveta. To je nekaj najtežjega, ampak zame je preprosto, kaj duhovni svet je osebna rast. In pomeni, da že nekaj časa živim kot ena oseba. Tudi Sebastian je to lepo rekel. Pomeni, z ženo si to, kar si, z otrokom, z partnerji poslovnimi, sodelavci, si tako kot si. Si ena, ni v službi drugače, doma drugače, ampak živiš preprosto to, kar si, in je veliko, veliko lažje življenje, ker je vse posod gledaš zelo preprosto, z istimi očmi, izzive sprejemaš. Ja, v resnici. Hvala. Jože, kako ti gledaš svojo družino, ki ste tako povezani? Samo še ta del, pa tako vem, da me bo že ura. Moram še končati? V redu, moram končati. Joži, kako gledaš vašo družino, ker ti imaš, pa gledaš, potem imaš na drugi strani brata. A vidiš bolj povezanost med vami, kot vidiš? Ja, ko noč pa dan, to je, mislim, družina je tako povezana, ko si lahko vsak samo želi, in upam, da bo tako tudi naprej. Vsi smo nekje strpni en do drugega in da priznamo tudi različnost in sprejemamo različnost, ne glede od kje je kdo prišel, mi ga sprejemamo kot človeka in on se tudi tako obnaša. In v naši družbi v glavnem se vsi lepo počutijo, tako da verjamem, da bo to ostalo. Res je, mi smo bili tudi na njegovo 70-ki, tako da smo se fajn imeli. Ne bomo več govorili. Hvala. Sebastian, še ti? Če bi danes rekel, kaj ti danes najbolj pomeni, ko vidiš razliko, to, kar si naredil? Kaj je danes zate tisto, kar ti je najbolj pomembno? Kaj je najbolj pomembno? Ja, kaj je najbolj? Jaz mislim, da to vsakodnevno neka radost, neki odnosi, neka iskrenost. Evo, tako bom rekel. Pa sej to je top, to je najboljše. Da nisi zagrenjen, da razmišljaš, kako nekaj obrniti, da bo najbolje, ampak dejansko tisto najbolje je najbolj spontano. Res je. Zdaj, v življenju dojemanje svoje vrednosti, to je en izziv, ko ga imamo najbrž vsi. Kako smo se s Tanjo od tega soočala, mogoče smo daleč nazaj, vrsto let nazaj celo zmogla v poslu tekmovati in smo si jemala vrednost. Danes pa pomeni, kaj se zgodi skozi resnico pa iskrenost. Partnerju poveš, kaj rabiš, kaj je tvoja hrana, kje se že danes čutiš vredni, in v partnerskem odnosu je bistvo, da drug druga hranimo in si dajemo vrednost. To je meni ena bila zelo pomembna zadeva. Zelo dobro, da si tole še dokončal. Hvala. Bravo in aplavz. Zaključek. Dobro, sej bistvo tega, kar si želim, da se slišijo vaši srčki, kaj počnem, tako in tako sem odpiram srca, da se sprejemate in da vidite, da ste kakšne, čudovite, najboljše, res izjemne in da to sprejemate. Eri, midve se že kar nekaj časa. Eri je drugače moja prva stranka, kar se tiče obredov. Sploh ni vedela, kam gre. Ampak sem šla je. Šla na ženski vikend. Točno, šla je na ženski. Imeli smo napisano, ko sem rekla, kako bom zdaj te ženske spravila na obrede, sem napisala menedžerski vikend. Menedžerski vikend je Ja, bil, to se ti je fajn zdelo, ker je bilo menedžerke, pa si se hotela družiti z menedžerkami. To je bilo to. Ok, dobro, zdaj si pa že z mano v tretjem letniku akademije. Kako se je pa tebi življenje spremenilo, odkar sva skupaj? Ja, na boljše. Ja, na boljše vsekako. Če ne, te ne povabila sem, klele, da bi to govorila. Upam, da na boljše. Ja, kot že vidite, jaz sem bila ful presenečena nad mojim očetom. Če ste videli, skozi je sam hvaležnost govoril. Tega prej ni bilo v naši družini, da ne boste mislili, da je on tak gor zrastel. To je odkar je Tanja prisotna v našem življenju, tudi treniramo hvaležnost in jaz sem ful ponosna, da je toliko izrazil veliko hvaležnosti. Res je. Jaz sem pa vam hvaliti. Hvala, Tanja.
Največjo spremembo sem jaz naredila, ker sem na tvojem prvem obredu, mislim na obredu od Gaje in Alena, kamor si me ti pripeljala, odprla svoje srce in prišla do spoznanja, da je treba dati ljubezen na prvo mesto in delati vse z ljubeznijo. In potem sem šla še en obred, ker sem rekla, to ne more biti res, da sem se prepričala, če to res drži. In tako je prišel moj sin, katerega se prej nisem upala imeti zaradi težkih družinskih vzorcev, kaj bojo pa ljudje delali. In ko sem jaz s Tanjino pomočjo prešla ta vzorec, sem v svoje življenje spustila ljubezen in tako se je čudežno rodil moj sin. Ne? Ja. In je to največja sprememba, kar sem v življenju naredila. In jaz sem ti hvaležna za svojo družino, ker jaz je drugače najbrž ne bi imela. Res. Naj povem, da njen partner je iz Peruja in je bila zaljubljena, ampak ker se pač to ne spodobi, to pomeni, delamo vsi na vzorcih mnenja drugih. Ni bil po listku, veš? Ni bil po slovenskih standardih. Ja, sej vem, veš, kako moja mama je vedno rekla, šta će susedi reči? Ja, to je to. To. Kaj še susedi reči? Tako da, kdaj priješ domov? Kaj bi sosedi? Tako da to imamo že v krvi noter, Ana. Ja. Tako da sem hvaležna za to. Zakaj pa si z mano že toliko časa? Prej si ful dobro rekla, Ane. Jaz zelo hitro ven padem v stare tire in sem rekla, ne, jaz moram s Tanjo hoditi, da sem skozi treniran hvaležnost. In ti si mi dala res ogromno enega znanja na akademiji, katerega sem uporabila potem tudi v svojem poslovnem svetu. Pelala si vrednote v mojo firmo, kar je najboljša stvar, kar se je zgodila. Postavili smo vizijo in poslanstvo, kljub temu, da je firma stara že 32 let, mi tega prej nismo imeli, ampak smo samo delali. Ne? To, kar znamo. To, kar znamo. In z vrednotami, ki sem jih postavila v podjetje, je zdaj vse lažje. Vsaka odločitev, ki jo naredimo, katerega novega zaposlenega bomo, jaz najprej vrednote primerim. Vsak posel, ki se ga lotimo, rečem, ok, a gre zdaj to čez naše vrednote ali ne, takrat, ko pride do problema. In smo rekli, ne, tale ne bo šel čez, ker ta ne gre čez naše vrednote. Iskrena hvala, Erika. En aplavz Eriki. Predvsem pa, Eri, danes sem imela novinarsko, pa so govorili, da ful primanjkuje ljudi, in da ne vem, da so še ustanovili neko novo agencijo za nov kader, in resnično, koliko daš na to, ker jaz se strinjam, da kadrov je dovolj, samo če delamo na vrednotah, zato je podjetje potrebno imeti vrednote. Koliko se ti pa zdi, da ko pripelješ ljudi, koliko je to njim jasno o teh vrednotah? Ko sprašuje, ki ti vprašaš, kako pač sledite tem vrednotam, kako čutiš, da so ljudje zdaj odprti za te vrednote? Moram reči, da so eni kar malo izgubljeni, ker ne zastopijo, kaj jih sprašujem. Ta tretja, bi pa rada omenila, ker sem jaz dala, iščemo nov kader, in ker sem dala samo v glas napisan, ni bilo nobenega. In ko sem po zaslugi mojega brata Jureta, ki tam ne sedi, kateri je bil iz Jakov, malo pomahi. Jure, kje si? A ja, tamle si. Evo, jaz imam celo družino. In je bil z Jakobom skupaj na Šmarni gori, in je ful dobro povedal in rekel, dajte video posnet, No, zdaj imam prijave. Zdaj bom jaz lahko se odločila, tako da kader je. Točno to. In so v bistvu, jaz mislim, da so začutili mojo energijo, in to ni bil nič profesionalni video, pa jaz ga težko gledam, ampak ja, sem dobila kader. Odprto srce, tako. Prava energija, vrednote, poslanstvo, vizija in pridejo pravi ljudje. Tako. Iskrena hvala, Erika. Maja je bila tudi tista, naj povem, tako, mogoče pred tabo, se na hitro. Koliko ima minut še? Kaj vem za njih? Laše. Ko smo začeli prvo akademijo, je na prvi akademiji bilo 28 ali 25 žensk. Ko gre na drugo, ko gre pač v drugi letnik,
to ni pri meni tako, da zdaj bojo kar vse nadaljevale, pač plačale. Delo na akademiji, jaz ničesar ne morem narediti namesto vas. Imam prav? Nič. One lahko dobijo samo od mene orodja, katera orodja uporabijo za to, da lahko same spoznavajo, kdo so, kaj lahko počno, kako se počutijo. Kaj sem hotela povedati, zdaj sem pa začela z Majo. In potem normalno po prvem letniku se ženske odločajo, a bi še z mano nadaljevale, ali vidijo, a je to, ali ni to. Zdaj tiste, ki iščejo rešitelja, jaz nisem rešiteljica, niti ne znam, niti ne želim, da je nobena soodvisna od mene, ampak opolnomočena. Ko čuti, opolnomočena. Ona ve, kdo je in to je bistvo. In je bilo najbolj zanimivo v drugem letniku, res moram povedati, da je moja Maja, niti ni ona meni tako rekla, jaz grem s tabo, jaz takoj grem s tabo. In to mi je bilo tudi všeč, ko zaupaš, to je bilo isto pri tebi, Eri, oziroma pri vseh mojih, ampak ene so tako izrazite. Ko zaupate in sledite, se delajo spremembe. Ne razmišljaš, kaj je dobro, kaj ni, ker tako življenje te pelje, ampak samo zaupaš na poti in če vidiš svojo rast, potem tudi nadaljuješ. Evo, zlata moja in si danes tudi z manj. Sedaj je tvoje. Izvoli, Sončica, mači. Izvoli, Maja. Ja, res je. Jaz sem ti zaupala do potankosti. Tudi zato, ker imam doma takega žida in reče, zdaj si financirala, moraš dokazati, da deluje. Ne? Seba, Jaz sem Oli. je dosti takih, a veš. Ja. Ker če ne bi imela očitke, če ne bi delovalo. Kot si že rekla v štartu, moja zgodba je čisto podobna tvoji. Jaz sem se prej počutila zelo uspešno, zame je denar pomenil uspeh. S Sebastianom sva se borila, katera služba, katera je bolj pomembnejša. Živela smo en mimo drugega, otroci so postali samorastniki. In jaz sem vsak večer jokala zvečer, ker nisem bila srečna. Imela sem ogromno denarja, nisem vedela, kaj z njim početi. In pa sem enkrat gledala tvoj live in sem se odločila, da pridem. Čeprav sem te spremljala že 2 leti. Ampak v redu, kaj si zaupala, v redu. Ja. Ja. No in če skrajšam, danes sem srečna, sem ljubljena, sem lahkotna, živim svoje življenje, se počutim, da sem jaz. Če me sodite, je to vaš problem. Kje so moje punce iz akademije? Točno to. Ja. Tako da tu sem, spoznala sem, da je življenje igra, predvsem sem spoznala, da je posel igra. Vem, kaj so moje vrednote, s Sebastianom temu slediva. Ne ukvarjava se več toliko službo in s temi stvarmi, ampak z ljubeznijo, veva, da imava vse, kar potrebujeva. In to je to. No, iskrena hvala, Maja. Njen stavek, jaz sem tako rekla, kaj naj govorijo, in je izredno lep stavek bil, to, kar prvi letnik cel poudarek je o sprejemanju. In danes je pač rekla, če me sodite, ne sodite, je to vaš problem. Je pa zelo lep njen stavek, ki reče, sprejemam sebe in se popolnoma sprejemam takšno, kot sem. In to potem omogoča življenje vsem drugim, da je tudi lažje, ker druge tudi sprejemaš. Res je. In to moram reči, da sem tudi na akademiji dobila. Jaz recimo v tem našem gnezdu se počutim zelo sprejeta in me je tudi to dalo potem pogum v življenju, da sem delala nove korake. Iskrena hvala. Hvala, Majči. Draga Sara, ko je prišla k meni na akademijo. Sara, kako je bilo, ko si prišla na akademijo? Kako je bilo, ko si stopila vrata, prestopila skozi vrata, videla tam cel kup žensk, kaj si se prvo vprašala? Jaz bom čisto iskrena, meni je bilo grozno, jaz sem prišla, kam jaz to delala sploh. Med ženskami nobene ne poznam, vse so bile ful starejše od mene. Jaz sem se kot en outsider počutila najprej. Zdaj sem pa ful hvaležna za vsako izmed njih. Res so pač mi vzor, pa vse so uspešne, čudovite ženske in sem ful hvaležna, da ste me kar malo prisilili, da sem se vpisala na to akademijo. Tako da vsem ful hvala. Jo, zlata naša. En aplavz za Saro. Mami, to je zdaj tema tudi zate. To je zdaj, Sara, koliko si stara? 25 ali 26? 26. Sem lahko reči, da sem 25. Ja, ok. Sara, pri tvojih letih, zdaj, jaz sem prepričana, da tlele večina žensk ni sprejela svoje mame.
Ker neki smo se pritoževali, pa joj, pa to me moti na mami, pa ono me moti na mami, pa to. Kaj je bilo pa, mami, danes te imam neizmerno rada, danes te sprejemam točno tako, kot si, te občudujem, ker vidim v tebi sebe, veš. Ampak kaj je bilo zanimivo? Sara, ko je pa prišla, je bilo pa najlepše, ko je govorila na postavitvi mame in je rekla, da je hvaležna svoji mami. In da sprejema svojo mamo in me res zanima, kak odnos imate z mamo, kako gledaš na tvojo mamo, a te moti tukaj mene pri 25, mene vse motilo na mami, kako hodi, kako je, vse. Ja, vse. Ja, to, vse. Pa naprimer, jaz urejena, ona bi tako, predolga, ok, v redu, predolga sem. Ja, zdaj se pa ful dobro razumeva, mi dve delava skupaj, pa so pa še popoldne skupaj in to je ful naporno. Tako da, odkar so pa na akademiji, pa odkar ona hodi na akademijo, je pa čist druga oseba in pač pričakujem, da bom tudi jaz. Pričakuje. Pač, da bom tudi jaz naredila tako spremembo, kot je ona. Pač, ker zdaj ful lažje izhajava ena z drugo. Mislim, to je najbolj pomembno. Okay. Bom začela, Barbi, pri tebi, a lahko pri Barbi. Najprej bom dala... najprej bom dala mojo Barbiko, ker Barbi je res ena izmed mojih prvih oseb. Barbi, kako ti je bilo z mano? Daj, kaj pove? Tako si že prej rekla, ne? Jaz sem se mogla psihično pripravljati na Zoom z Tanjo, sem mogla predihovati. Tok nisem imela samo zaupanja vase, kaj šele, da bi govorila pred toliko ljudmi, kot ste danes tu. Bravo, dajmo en aplavz! Moram reči, da me je intenzivno metala iz cone udobja, dosti sem mogla oddelati, dosti delati, še vedno dosti delam. Včasih je bilo tako naporno, da sem klicala njeno poslovno sekretarko in sem rekla, naj mi še za en teden zamakne termin, ker je še nisem mogla videti, ker sem bila vmes jezna na njo. To je orodja, ona dobi orodja, mora pa sama narediti. Še vedno, dala mi je tudi dosti jojo, nisem razumela, kaj ona skozi tem jojo govori in zdaj razumem. Tako da se pogosto tudi zafrkavava iz tega, ker me na začetku, jaz sem bila v svojem okvirčku, živela sem v svojem svetu, imela sem svoj fokus, ni bilo glih tako podobno, ampak mi je bilo pa domače v mojem svetu. Ne? In skozi mi je govorila, Barbara, ti si preveč v umu, poj to srce. Kaj mi govori? Kaj bi ona rada od mene? Nisem zarazumela, kaj želi. Seveda danes to razumem, seveda me je Tanja popeljala na pot, ki je krasna, čudovita, kjer sem spoznala svoj najlepši svet, to je moja notranjost. Prej sem zelo težko delala, ker nisem verjela vase, ker kljub dvema diplomama, neki nagradi za oblikovanje podjetja, ki ga vodimo skupaj z možem, sem še vedno verjela, da sem neumna in to res ni prijeten občutek, da sem nesposobna, da moji produkti niso nič vredni, da je moje delo necenjeno, da si ne zaslužim plačila za svoje delo. In danes se veliko bolj spoštujem svoje delo, živim svoje poslanstvo, živim svoje sanje, v službo hodim z velikim veseljem, imam stranke, ki vem, da si jih zaslužim in so čudovite, jih zelo cenim in spoštujem. Spoštujem svoje sodelavce, spoštujem svojega moža, ker takrat je bilo tudi to, da sem verjela, da ima moj mož včasih zafrkan 30 slabih lastnosti, pa 3 dobre. Zdaj seveda ne mislim tako, ne? Seveda ga globoko spoštujem. Mogoče je spoštovanje celo neka vrednota, ki mi je postala bolj pomembna kot ljubezen. Zato, ker svojo srčno energijo čuvam za osebe, ki so mi res blizu in ki si to tudi zasluži in to delimo. Spoštovanje pa delim med vse ljudi, seveda največ do sebe in tudi ne dovolim več, da se grdo ravna z mano. Dala sem si vrednost in hvala ti za to čudovito potovanje. Havč. Ne samo to, tudi opremila mi je moj inštitut,
In to mi je zelo lepo slišati, ker iz tiste skromne Barbare, ker je vedno mislila, ker njen mož je drugače zelo uspešen, kar pomeni ni samo njen mož uspešen, ampak je uspešna tudi ona, ker dejansko je ženska vrat, mož je glava. Jaz sem tudi uspešna zato, ker imam uspešnega moža, Ana. Je danes stopila v spredje in upa povedati, kdo je in tudi izbirati take stranke, ki si take zaslužijo. Na? Ti njih in one tebe. Iskrena hvala. Hvala, da si mi dala to priložnost, pa tudi to, da nisi obupala. To ti pa moram povedati. Ja, nikoli, točno to. Hvala, iskrena hvala. Ok, Jaka. Jaj, to je bilo zanimivo, ker sem prišla k Jaketu. Jakino podjetje je staro čez 50 let. Ana? Februarja smo 60 let praznovali. Oh moj god, 60. Viš, malo sem pozabila, kaj imam to, ampak to je to. Čez grehite. Ampak kaj je bilo zanimivo? Jaka, ko sem prišla v vaše podjetje, si delal ti oče in brat. Brat je že potem delal več v 30 let, vidva sta delala. Ana? Zdaj me pa zanima, kako si pa... Zdaj mi je rekel, kdaj, ali pa tako mi reče, jaz prej sploh nisem razumel, kaj si ti meni govorila, jaz zdaj šele vse zastopim, kaj si mi govorila. Ampak kaj mi je bilo pa všeč, da je sledil, zaupal in čisto vse integriral v podjetje. To meni z njimi sem delala s celotnim podjetjem in prosim, povej mi, kako, pa sem te pa še upeljala v obrede, pa ni bilo kaj, pa si pa tudi šel na obred. Izvoli, še ti malce povej svojo izkušnjo. Jaz se še zdaj spomnim sporočila, ki sem ti ga na LinkedIn poslal. In zadnjič, ko sem bil na Joaski, sem rekel, da ga moram sprintati pa dati okvir, ker mi je res spremenil življenje. Hvala. Veliko ljudi sem že takole kontaktiral, pa velikrat je prišla ali zavrnitev, ali neko jalovo mnenje, ali kakšno koristno mnenje, ampak to mi je pa pač res definiralo zadnje 4 leta v bistvu. Ja, in v podjetju takrat, ko sva se s Tanjo spoznala, je bilo tako pač. Imeli smo neko vizijo, vedeli smo približno, kaj delamo, pa kaj si želimo delati, ampak tudi slučajno ni noben vedel, kako to speljati, pa predvsem zakaj. Ta del se mi zdi, da je najbolj manjkal in oče je pač bil v podjetju že takrat, se pravi, on je zdaj 40 let v podjetju, to mu je rutina, on je pač hodil v službo zato, ker mu je to delo vsak dana, ni razmišljal, zakaj je tukaj, pač užival je, ni se sprašal globje od tega. Jaz sem si želel pač ustvariti neko lepo življenje in midva so v bistvu, kaj Tanja prišla, mi smo v bistvu takrat začeli šele zares posel postavljati. No. In jaz sem Tanji takrat čisto zaupal, ker pač nisem vedel, kako naprej. In sem rekel, whatever it takes, pač gremo vse, kar bo pripeljalo v podjetje, vse, kar nas bo naučila, dajmo integrirati, ker to nam je pač the way out. In s tem smo pa delali in so prišle vrednote, je prišla vizija, poslanstvo in jaz teh stvari na začetku nisem razumel. Sem jih pa integriral. In pa sem ugotovil, da vrednote niso neka stvar, ali pa vizija, ali pa poslanstvo, ki jo direktor, ne vem, napiše na spletno stran, pa ne bo to za PR. Ampak je to nekaj, kar pač prvo živi vodstvo, potem lahko živijo to tudi zaposleni. Krasno. Kar postavljati bomo vprašanje. Glik, zato ko je veliko govora o tem, da ne dobimo pravih ljudi. Kako ti danes zbiraš v podjetju, kako vi v podjetju zbirate ljudi? Ja, sigurno primarno skozi vrednote. Se pravi, vrednote so tisto, ki mogoče sliši se analitično, ampak če imamo ljudje podobne vrednote, bolj tudi skupaj zavibriramo, imamo podobno energijo in če se podobne energije med sabo združijo, se stopnjujejo in to daje napredek pa rast ne samo podjetju, ampak vsakmu posamezniku znotraj podjetja. Iskrena hvala. Aplavz za Jaka. Te lahko pustim za na konc. Ok, super, hvala. Peter, kako sem z uro? 10, kaj? Sem že konc. 10 minut še imam, ali pa to bo preveč.
ki so že lačni, lulatih tiši, tako da rabimo glasbo, ampak v redu, tako da malo. Peter, dragi Peter, najprej tudi iskrena hvala, Peter. Mislim, da je tudi tvoj prijatelj zelo ponosen na te, da si danes tukaj. Jaz pa na mojo špeliko. Ja, kaj se družina poveže. Peter, Prosim. mogoče bi pa tebe malce drugače vprašala. Peter je bil pa prvi, ki si je tudi upal dovoliti delati psihometričen test. Ja. Da v resnici spozna, kdo je. Največkrat se nam to zgodi, da ne upamo psihometričnih testov delati, ker ne vemo, kaj se bo pokazalo notri. In kaj mi je bilo všeč, ker je zelo lepo sprejel to, kdo je in je to potem tudi upeljal naprej med svoje ljudi, koga potrebuješ. No, malo sem te usmerila, kaj si želim, da govoriš. Zanimiva izkušnja. Lahko sam delim, da ti testi niso dobri pa slabi. Ne? Res So je. samo testi in fajn jih je narediti. V bistvu ti test pokaže, v čem si dober, pa v čem si malo manj dober. Ne? In pač tisto, v čem si malo manj dober, popraviš. Ne? Seveda poskušam v življenju. Kako to implementirati? Ja. Ja. Kako si to implementiral v tvoje življenje? Ti si tudi šel na obred. Glejte, vsi, ki ti tlele sedijo, so tudi bili na obredu. Tako da je vse moje stranke nekaj grejo, vse povsod, ampak do obredov pa tudi pridejo. Kako si to? V bistvu, da se prvo zavežeš, da smo si različni. Ne? In da poskušaš sogovornika razumeti in sprejemati takšnega, kot je. Če zraven še malo spleteš ljubezni pa spoštovanje, potem se delajo pa res velike spremembe. Ne? In lahko to v bistvu delaš v službi, v družini, med prijatelji in je to res zelo veliko vredno. Peter, veš, kaj mi je pri tebi najlepše? Že ko smo te spoznala, si oseba zelo je srčen. Res, mi s Petrom smo si kaj podobna. To tudi govorim, da veste, da si jaz tudi srčna. Ampak kaj je pa zanimivo pri našemu Petru, da vedno si sledil nekako svoji intuiciji. Koliko pa zdaj zaupaš? V bistvu sem po naravi tako narejen. Ne? Moja žena je Excel tabela temu To je pravi. Igorjeva. Ona dva sta To si je z Igorjem podobna. Igor je tudi Excel tabela, ne? Pa postajamo, tako kot sem jaz, pa Tanja, mi pa radi malo letimo. Ne? In včasih nas osebe, ko jih imamo radi, potegnejo v te Excel tabele, pa jih je pač treba oddelati. Ne? Je pa zelo pomembno, da nam dovolijo tudi leteti. Res je, res je. Res je. Bi še kaj povedal takšnega, kaj ti je spremenilo življenje, tudi glede špele, malo odnosa? Jaz sem zelo vesel, jaz sem imel res zelo nežno, sem bil upeljan v te obrede, Igor me je na to pripravilo. Mogoče bom delil sam par misli, ki so mi ostala. Prva misel je bila, ko še nisem bil na obredu, pa sem se z Igorjem o tem ogromno pogovarjal, sem si zapomnil, da nikoli več nisi isti. In to je res. Ne. Vedno si boljši, ful sem vesel, res sem vesel, hvaležen za mojo ženo, da je stopila zraven in smo bila zdaj na obredu, pa verjamem, da me še kak čaka. Kako pa to v poslovnem svetu prinašaš? Dobro, hvala za vprašanje. V bistvu je dovolj, da si. To sem ugotovil. V bistvu je dovolj, da si in da se vse zgodi točno takrat in z nekim namenom. Fajn pa je, da temu slediš nekim ciljem, da imaš tudi neke Excel tabele, ne? Ker če ne... Vse to se bomo na njiju, jaz ti povem, to sta ona dva najboljša za to. Dajmo se mi tlemo prepustiti. V bistvu se pa neverjetno se izboljšajo odnosi, vse posod. Doma, v družini, z otroki, v poslovnem svetu se izboljšajo in je to res za mene, res sem zelo hvaležen, da ste me povabili in da skupaj potujemo, res hvala. Hvala, Peter. Kakih 10 minut, a zdaj pa je že? Aha, a ja, 10 minut sem bila predolga. Jaz mislim, da sem 10 minut še imela. Simon, kažem skrajšati. Evo in na koncu, še moja draga Teja. Evo, Teja,
hotela tako ostati kot Jože, veš. Ja, kar stan. Ja, Jože Kar je stan. bil eden prvih ljudi, ki je meni na obredu pokazal, kaj je ljubeč oče lahko. Kaj da je malo višji mikrofon, da te slišijo. Ja. Si slišal, Jože? Si slišal, Jože? Da si, si slišal. Okej. Kaj pomeni ljubeči oče, ja? Ja. Teja, kakšna je pa najina pot, kako ti vidiš svoje spremembe? To pomeni, Teja je tudi na moji akademiji, na mojih coachingih, na obredih, ona je vse dala čez. Zdaj še pa posel delamo skupaj. Sam še rabim neki punci iz akademije, da skupaj ustvarimo. Jaz pravim, da akademija, če sem eno podjetje naredim, ni boljšega podjetja. A imam prav, punce? Ja, Ni boljšega podjetja. Ne, spomnila si me na ta prvi obred, ki so bili skupaj, ker sem imela toliko nezaupanja, da sem res mogla vzeti svojo najboljšo prijateljico s sabo. In potem pride Tanja do mene in se hoče objemati z mano. Gledam, njo sem rekla, kaj ta hoče od mene. Ne prav, dej, pustijo, ne. Ni šlo, ne. Tisto obred ni šlo, ne. Ampak sem imela pa toliko sistematično izdelano pripravo, sam tisti in pa post-integracijo, da sem enostavno rekla, da te moram videti na coachingu in sem se odločila za to. In si bila prvi človek, v bistvu, ki je mene sprejel tako, kot sem, ki je mene videl v globino mojega srca, ki se še sama nisem znala videti. Ne? In to je tista stvar, ki je pri meni naredila tisti klik, da sem ti lahko 100% zaupala. In sem ti. Ne? Ja, ker brez zaupanja je nemogoče to delati. In koliko pomembno je zaupanje, to bom tudi res s sabo nesla naprej in predajala drugim. Ne? Tako da naučila si me tudi, da ni važno, kaj drugi govorijo. In to je danes že eden rekel, ne? Da je važno to, kaj čutiš v srcu. In da ni to samo izguljena fraza, ne? Da včasih se res, da se ne odločamo iz uma. Ne? In če imaš visok intelekt, se je kar težko v srce predstaviti. In imela z mano kar dosti dela, ne? To moram reči. Ne? In pa se je odločila večkrat, to ne morete verjeti, da me bo postavila izven okvirjev in kot je Tanja postavila izven svojih okvirjev. Jaz se še danes spomnim, da ene stvari, ki sem prisilila narediti en let nazaj, se to nas skoraj več ne upala. No, ampak pride pa čas, ne, da ne glede na to, kako uspešen si bil, pride lahko tudi čas v poznih letih, kasnejših letih, da ne bom rekla tako, da zamenjaš svoje poslanstvo. Ne, in to se nam zdaj dogaja. Gradimo eno uspešno poslovno zgodbo, katere se že res iskreno veselim. In ugotovila sem tudi, da lahko se do ene meje zgradiš v osebnem coachingu, zaupaš svojemu učitelju duhovnemu, ne, zaupaš ljudem, ki jih imaš rad, ki se jih ne bojiš, ampak skupina te dodatno pa še da ene druge dimenzije. Ne. V skupini, da se razgalaš, pa še pred skupino. Ne. To pa bo imeti še eno novo področje duhovne rasti. Zato sem se odločila tudi, da se vpišem na akademijo. Že 2 leta sem jo gledala, tako kot je ena prej kaj rekla, ne. Pa sem se pa vseeno odločila in lahko rečem, da je odločitev za vpis v akademijo ena najboljših poleg coachinga pri tebi v mojem življenju. Definitivno. Zaradi tega, ker, ja, res, ker imam sestre tam, pokazale ste mi, bom rekla, ne samo Tanja, tudi moje sošolke. Kaj so, ne? Da sestrstvo obstaja in da ženski zares lahko zdravilo. Ne? In to je nekaj neprecenljivega. In nekaj je hudo, si malo potipkamo v tisto skupino in si damo podpore, si damo ene dobre misli in to je tako, kot za enega drugega molitev, recimo. Ne? Zelo pomembna stvar. Ne? Pa če dovoliš, ne? Ja, seveda. Lahko zdaj. Ja, mi imamo v naši 3. generaciji, zdaj smo prvi letnik, ne? Imamo eno mantro, ki sta se Rozi pa Tanja zmislili skupaj. Tako da jaz bi prosila moje sošolke vse, če lepo ostanete. Kaj vas je kar nekaj tukaj sem bila. A niso lepe, no? Nisem sam jaz lepa, so to to, ne? Ja, bravo, nekaj je zelo. Ja. In vam jo bomo izrekle zaradi tega, da si boste z njo pomagali, ker včasih je samo to treba reči. A bomo rekle, sam na gor. Tako. Bravo. Pri nas ni nič navzdol, je vse na gor. Glede na to, da smo imeli s časom, konec, iskrena hvala, dragi moji. Inštitut ne more biti Tanja Skaza. Inštitut je
veliko mojih sodelavcev izkaze, veliko tudi mojih zunanjih sodelavcev, ampak 2 zunanji sodelavki sta pa z mano res srčno, vztrajno, ko pademo, ko rastemo, vse delamo skupaj. In da vidite, katere 2 gradita z mano zgodbo, ki sta najbolj povezane. To meni, bile sta, prišle sta na akademijo in z mano nadaljujeta celo pot in danes smo vse 3 nekako izredno povezane. Tako da lepo prosim, Vesna pa Mirjana, pridite k njej. Lepo prosim, da še vidite mojo Majči, Emo, aplavz za Majči, Emo, Tina, kje si Tina? Evo, en aplavz, Dejan, kje imamo Dejana, 2 Dejana, evo Dejan, evo tamle še Dejan, 2 Dejana imamo, iskrena hvala, zdaj bom vas posedla, iskrena hvala, ker moramo hitro, ker so vsi lačni, pa že hočejo lulati pa piti. In največja zahvala, res največja zahvala, gre pa res osebi, ki skupaj gradiva, ki skupaj postavljama mojo ljubezen, res. In naj nekaj povem. Zdrave, imam tudi sinova, sem to ne bom, kaj bom spravljala v zadego. Počakaj. Sinova ne smem nič dotikati, nič slikati, nič. To je zdaj tista faza, ki se ne dela. Rada bi pa nekaj povedala. Ja, tako da sem vejo, pa da sta tle. Z Igorjem smo, kjerga leta? 2019 ali 2020? 2019. Sva se odločila, da, ker prej smo živeli en mimo drugega, potem smo se našla in smo rekla, da je z najnih rok vse, kar bomo naredila z ljubeznijo. Čisto vse. Zdaj, Skaza že stoji 46 let, to je tvoj otrok. Jaz sem ga prevzela, tamle imam mojo taščo, ko mi je to predala, in mi je dovolila, da nadaljujem to tradicijo. Tako da hvala, tašča. Tudi moji tašči Martini. Seveda bi vas omenila, brez vas ne gre. Ampak tudi vas ne smem slikati. Tako da vas tudi moram pustiti. Tako da vas tudi ne smemo slikati. Da ni slikanja. Je pa zadeva, da smo naredila, hodila smo na morju, smo bila v Kopru, in sva rekla, kako bomo midva to ovekovečila, midva morava delati produkte z ljubeznijo. Ampak moj mož je, ste slišali, Excel tabela, znanstveno dokazano. Če ni znanstveno dokazano, ni v redu. Seveda so ga obredi spremenili. In vsak od vas bo dobil eden izmed čudovitih naših lončkov, Skaza kapke, to je res plod ljubezni, znanstveno dokazano, energetsko polno, okoljsko ozaveščeno in še inovativen produkt. Znak je potegnila dol naša Mirjana. Iskrena hvala, simbol, ki je potem 2 leti so ga preverjali, če to res drži, če je res znanstveno dokazano, da res izboljša počutje, tako da vsak od vas ga bo dobil. Tista prijatelja, ki ste pripeljali, tako boste dobili še en lonček. Kaj bi še da? Iskrena hvala, možek. Daj se pa lahko greš usediti, ker še nekaj drugega pove. Dajte aplavz svojemu možu. Pridi, Tinči, pridi. Pridi, Tinči. Vsekakor smo danes lahko začutili, da najlepše stvari lahko začutiš srcem. Mislim, da smo lahko globoko hvaležni za vsem ljudem, ki so bili pripravljeni z nami deliti svoja najglobja čustva. Dajmo jim še en aplavz. Dajmo jim še en aplavz. Vsekakor pa se mi zdi najlepše darilo, ki ga danes podarjamo, pravzaprav ta kozarček, ki je ena taka prijazna spodbuda na tej poti in pa seveda prijazna spodbuda, da se pridružite Akademiji Sprememba Vredna, ki se začenja že zelo kmalu in da vas pri tem koraku malo spodbudimo, pa več v vrečkah presenečenja. Hvala in še to, če želite delati spremembe, brez rituala ne gre. In naša Vesna je še danes vroče prinesla delovne zvezke, da vemo, kako se delajo spremembe. Tako, iskrena hvala, Tina. In še našega sponzorja. Ja, ko bomo pol šli, zdaj boš prvega peničarja v Sloveniji. Največjega. Največjega in prvega. In največjega. Gornje Radgone.
In boste lahko preizkušali vse dobrote, ki jih danes ponujajo, že čez nekaj minut. Tako, najprej pa Manca izvoli z najlepšo pesmijo, da nas boš popeljala še v ta svet. Hvala za to pesem. Daš, iskreno daš, vedno ne dobiš nazaj. Žal je pač tako, nič za to. Naj te ne skrbi, vse z razlogom se zgodi. Kup dobrih ljudi prileti. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči, vidi se, čuti se, kaj to je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živeti, mar ni. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Kdo prijatelj je, vidiš, ko ti je hudo. On roko poda, pazite. Ko drugi te rani, stoji ti ob strani. Ko ti je hudo, s tebo je. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči, vidi se, čuti se, kaj to je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živeti, mar ni. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Ko ste se lepo parili, punce, super. Lahko se primete malo čez ramce, da se še bolj začutite. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči. Vidi se, čuti se, kaj to je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živeti, mar ni. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Vredno je. Hvala lepa. Hvala, dobri ljudje. Vse dobro želim. Hvala za čudovito pesem. Hvala za povabilo. Hvala tudi, da to širiš med ljudi. Ker takšne pesmi potem tudi odpirajo. To je pa moje poslanstvo, Tanja, Ja, vidiš. točno to. Vsi si med sabo pomagamo in se mi zdi to ful ena lepa vrednota. Tako da boste dobri ljudje še naprej. Hvala, srečno. Hvala.